Oj, otroci, nova sreda. Prehitro čas gre, spet je sreda tukaj in seveda nova zgodbica. Danes nosi naslov Mali čarovnik. Če kdo pomisli, da je čarovniški poklic enostaven, se zelo moti. Biti dober čarovnik je zelo težko. Preden se naučiš vseh trikov in spretnosti, da čarovnije sploh uspejo, in še vse tiste hokus pokuse in čirole čarole. Pa čarobni prah moraš znati pravilno natresti, ker ni v redu, če ga daš premalo ali pa preveliko. Verjemite mi, vsi, ki bi si želeli nekoč postati čarovniki, dobro premislite in prisluhnite tejle zgodbici. Bil je majhen Nace, ki je počasi rasel. In nekega dne je prišel v vrtec na obisk čisto pravi čarovnik. Normalno, da so bili vsi otroci nad njegovim čaranjem navdušeni, a med vsemi najbolj Nace, ki je pač bolj počasi rasel. Toda njegovo navdušenje nad čarovnikom in njegovim čaranjem je bilo veliko, veliko do neba in še naprej. Po čarovnikovem nastopu si je Nace ogledal vse njegove rekvizite in vprašal čarovnika, kaj misli, če bi tudi on lahko postal čarodej. Ko ga je čarovnik pogledal, pa se je nasmehnil in mu rekel, zakaj pa ne? A preden to postaneš, moraš pojesti še veliko žgancev. To seveda ni bil odgovor, ki ga je Nace pričakoval, pa tudi vedel in razumel ni, kaj to pomeni. Ves dan do večera je mali Nace razmišljal o čarovniku in njegovih besedah. Zvečer pri večeri pa je rekel svoji mami, da bi moral jesti večkrat žgance. Mama se je zelo začudila, saj je vedela, da jih ne mara in da jih poje le z veliko, veliko muko. Rekla je, da mu bo z veseljem skuhala žgance, če jih bo seveda tudi on z veseljem pojedel. Tako se je začelo obdobje žgancev. Nace jih je želel jesti vsaj 2-krat na teden. Kadar je bil pri babici, mu jih je morala vedno skuhati, ker babičini žganci so bili boljši od maminih. V družini so se večkrat pogovarjali, kaj se dogaja z Nacem in njegovimi žganci. A odgovora niso našli, skoraj do Nacevega 6. rojstnega dne, ko sta ga mami in oči vprašala, kaj želi za rojstni dan. Takole jima je rekel. Meni je čarovnik v vrtcu rekel, da lahko postanem tudi jaz čarovnik, a da moram prej pojesti še veliko žgancev. Zdaj sem se jih najedel za celo življenje in še naprej in mislim, da je čas, da mi kupite čarovniško škatlo. To je škatla za čaranje, veste. Ker bom postal čarovnik. Mami in oči sta se nasmejala, ker sta končno izvedela, od kod izvira Naceva žgancomanija. Za rojstni dan je dobil škatlo za čaranje in se začel učiti spretnosti čaranja. Iz dneva v dan se je trudil in poskušal različne trike. Saj bi učenje za čarovnika bolj napredovalo, če ne bi medtem postal prvošolec in ga je pri njegovem vnemi za čaranje motila abeceda, števila, računanje in še vse druge obveznosti. Prvo čarovniško predstavo je pripravil za svojo sestrico, ki je bilo Nacevo čaranje všeč in mu je navdušeno ploskala. 3-letna Neža se je dobro spoznala na čaranje, saj je od navdušenja kar vriskala. Zdaj je Nace vedel, da lahko naredi predstavo za vso družino. Zbrali so se na pikniku pri njih doma, oba dedka in obe babici.
teti Irena in Milena, stric Jure in Miha, bratranci in sestrične ter seveda mama, oči in Neža. To pa je bilo občinstvo za malega velikega čarovnika Naca. Vsi sorodniki so se morali posesti v vrste. Seveda je imel tudi pomočnika, mamo in očeta, ki sta pripravila stole. Kot se spodobi, so bili vsi čisto tiho in čaranje se je začelo. Čarovnik Nace ni bil od muh. Obvladal je vse hokuse pokuse in čirole čarole. Samo s kartami je bil še malce neroden, a so mu vsi navdušeno ploskali. Pomočnica mama mu je morala kar 2-krat vmes prinesti limonado, tako ga je zažejalo, da je seveda lahko nadaljeval s čaranjem. Toda prvi nastop pred velikim občinstvom je odlično uspel. Na koncu je pričaral še cvet za svojo pomočnico mamo. To je moral ponoviti še za obe babici in teti, sestrica Neža pa je od navdušenja ves čas vriskala. Saj sem vam že prej povedala, da se je spoznala na čaranje. Sledil je ogromen aplavz in čestitke, objemi vseh gledalcev. Konec predstave je bil ravno o pravem času, ker so bili že vsi pošteno lačni. Mali Nace je postajal vsak dan večji Nace. Še vedno je rad čaral in vedno boljši čarovnik je bil. Toda na koncu 3. razreda se je Nace zaljubil. Ja, prav ste slišali, zaljubil se je v svojo sošolko Lili, ona pa v njega. In Nace je pričaral cvet. Takrat je malo pozabil na čaranje in se je raje več igral z Lili. Če Nace še danes čara, ali pa če je še vedno zaljubljen v Lili, tega ne vem. Vem pa zagotovo, da ne mara in ne je več gancev. Aja, pa še to. Čarovnije tam živijo, kjer otroci so doma, kjer je pesem, tam so sanje in se čarati res da. Kakšen škrat se še prikaže, da ušpiči velik špas in čarovnici nagaja, da iz peska zrase grad. Mi iz dežja sonce naredimo in iz solz preširen smeh, da iz zemlje zraste grm ali pa le majcen cvet. Čarovnije tam živijo, kjer otroci so doma, kjer je pesem, tam so sanje in se čarati res da. Tako, otroci, žganci so včasih kar okej, seveda za pojest, še mnogo bolj pomembna pa je domišljija in vztrajnost. Tako pa smo pri koncu. Če vam je bila današnja zgodbica všeč, jo všečkajte in se naročite na moj kanal Metka Paštetka, pa se vidimo, saj veste že, sreda. Oj!